Ja, vesel sem zaradi fantov te zmage v enem dobrem ambientu proti nasprotniku, ki ni slučajno premagal Švedsko, ki že dolgo časa opozarja s svojimi rezultati na svojo kakovost. V določenih momentih so nekatere stvari bili dobre, v določenih momentih smo potem preveč trpeli. Vesel pa sem, da kljub številnim izostankom so ti fanti, ki so dobili danes priložnost, dokazali, da so tega vredni. Odigrali so kljub res velikemu številu debitantov na momente hrabro, odgovorno in to je to. Evo. Malo ste že omenili, da ste bili zadovoljni s temi, ki so dobili priložnost danes. Kakšne rešitve mogoče ste videli? Pa dobro, par treningov pa ena tekma ne more dati neko. Je pa fajn, da na koncu zmagaš. Švedi niso to naredili, tekma pa je bila vse prej kot prijateljska. Jaz imam rad, da so tudi odgovorili, da so se, če treba, so se tudi stepli. Slabo smo šli v tekmo, 2-3 slabe podaje, potem takoj padeš v neko latergijo, ampak dosti stvari je pa bilo dobrih. In tekma, ki je vse meni osebno, ne vem, mogoče se strinjati ali ne, pokazala, kdo je v neki minutaži bil v času predtem, kdo pa bo absolutno moral dvigniti nivo igre, minutažo, formo. Zadetek res zelo lep, ena taka miniatura, ena poteza več, to je tisto, kar pogosto poudarjate, da lahko prinese dodatek. Ja, ampak ni to prvič, da je Tamar v zadnji sezoni reagiral na nogometni način. In tudi veseli me, da niso pokazali nekega prevelikega respekta ali karkoli, kakega straha, ali kar je sigurno kilometrina Evrope. In to je vse skupaj rezultiralo, da smo zmagali, ne rabimo iz tega cirkus delati. Jasno je, da nekatere osvežitve v kadru prav kličejo, ampak zato je tudi ta tekma in jaz na koncu fantom čestitam. Zmagali smo in se strinjam z Vekičem, ki je rekel, mogoče pa nimamo tako kratke klopi, ko včasih vsi skupaj mislimo, tudi z mano na čelu. Pogosto imamo ali pa imajo marsikdo ima marsikaj za povedati čez VAR, tokrat en zadetek tak z metrom v dovoljenem položaju. Kako vi gledate na VAR, kako gledate na situacije, ki dejansko vzamejo človeku bolj za reprezentanco, asistenco za reprezentanco, eno bolj udobno še vodstvo, en še lepši rezultat? Hvala Bogu se ni zgodilo nič pomembno. Ja, zdaj mogoče bi govoril čisto drugače, če bi tekma šla v drugo smer, ne? Ampak na tem nivoju enostavno to se ne bi smelo zgoditi. Je pa to ena res redkih sodniških napak nam v škodo. Se pa strinjam popolnoma z vami. Nekomu si vzel gol, nekdo asistenco, več miru bilo v igri lahko in tako da potem priješ seveda v neko nervozo, tisti zadnjih 10 minut, 15 minut, takrat tisto mi nikakor ni všeč. Ampak se pravim, 3 treningi pa dosti novih obrazov, ok. Je pa, mislim, da ambient bil prav, teren super, tudi ta nasprotnik, ki te tera, ki te ne pusti, čeprav ni to nekaj. Kar karakter je bil kar na preizkušnji, pa to mislim, da je pozitivno, kar se tiče te tekme. A po vašem mnenju VAR več dobrega prinaša v nogometu kot odnaša? V takšnih odločitvah sigurno ja, ker jaz mislim, da je odločilno v nogometu, če daš gol. In to zagovarjam jaz vedno, ampak vse se bo to razvijalo. Hudič je, ko vse skupaj se dosti prekinja, ko se to dolgo gleda, vse to skupaj. Tako da težko si predstavljam, da bi zdaj šli naprimer še nazaj. To so pa zadeve, ki lahko tekmo zapeljejo čisto drugo. Bosna selektor, kaj lahko pričakujemo? Eno tekmo čisto iz drugega izhodišča. Jaz sem vesel, da smo v Celju, da je stadion poln, kakorkoli tudi, ne vem koliko bo njihovih navijačev, jaz upam, da ne bo gostujoča tekma, ampak mislim, da si tudi na koncu Celje zasluži zaradi spektakularne nogometne sezone, ki je na koncu tudi v to reprezentanco vrgla nekaj igralcev, pa je bilo vprašanje, če so poklicani zaradi tega, ker igramo v Celju. Danes je odgovor kot na dlani,
tako da videli bomo, kako bo z kadrom. Kaj dosti se ne bo spremenilo, ker za Adama skoraj ni možnosti, da bi igral. Beni je zgodba že takšna, da pravzaprav moramo misliti široko in vse to skupaj in prav je, da se ta minutaža na nek način razdeli, ampak vse pravi, sigurno izziv, to so tekme proti teh državam iz bivše skupne države, to je vedno šlo na veselo. Se tudi danes je bilo dosti teh, ki so se razumeli. Jan, je možno, da bi igral ali ne? Jan je kapetan. Kapetan, ki pokaže karakter, kapetan, ki se vsede na letalo in pride in fante pelje na večerjo in jih spodbuja, trenira. Vedno manj je te bolečine v rami, tudi on, njega čaka še velik izziv na klubskem svetovnem prvenstvu, ampak če bo sposoben za braniti, bo sigurno branil. Če sem vas prav razumel, je bila njegova želja biti tukaj. Mislim, ne želja, on je bil poklican in on se odzval na vabilo, ampak vse isto je z Benija. Tudi Beni je sicer tista slika s surfa mi ni bila najbolj pogodo zaradi tega, ker lahko se ti vname še druga tetiva, pa potem cel hodič iz tega. Ampak jaz mislim, da Mlakar je delal vse, da bi prišel na to. Adam niti ne pomisli, da bi karkoli, čeprav je možnost minimalna. Stanković, Horvat, vse to so igralci, ki Peki je prišel pravzaprav se vozil z kombijem čez celo Italijo, da lahko prišel. Ni zaradi tega sem rekel, tudi v nekem drugem kontekstu, toliko krat so že dokazali ti igralci, da jim je enostavno čast igrati in pa tudi fajn, da igrajo za Slovenijo. Vedno bojo šle nekatere stvari v tisto smer, ki si jo mi ne želimo, ampak ne vem, z nekom sem se danes pogovarjal, mislim, da bo tega stalno več. Tega vpliva, to deljenje nogometnih pasošev, zna biti, da to ne bo dobro na dolgi rok. Gre predvsem za mlade ljudi, ampak vse pravim, niti v enem momentu ne mislim, da ne rabim biti dovolj razumevajoč, da nekomu ne daš, ampak da moraš nekoga siliti, da mu daš minutažo, pa potem čez 2 leti, kakšen bo imel on odnos. Meni je tu najbolj. Se pa strinjam z nekom, ki pravi, da je treba te mlade dati jih noter enostavno. Zdaj pa, če moram kopirati Avstrijce ali pa Brazilce ali pa kaj, ne vem, ampak vse pravim, to so stvari, o katerih bomo pa morali mi ta majhni sigurno razmišljati, ker seveda talentov pa imamo. Vse imamo talentov, vse sem bil na treningu v 21, fant je bilo prav lepo gledati, ampak zaradi tega je meni tale akcija ok, jaz upam, da bomo na nivoju proti Bosni, ker eni par jih je imelo kar velike probleme z to fiziko. Eni so me malo razočarali, ker mislim, da bi morali zdaj, ko so že v nekih letih, bi morali dati več tača tega, bolj pomagati, ampak zato pa je konkurenca, zato pa je to taka tekma dobra. Po mojem se zate res, da sanjsko je šlo. Kako si že prvič ujel s temi fanti, selektor ti je dal priložnost, tako od začetka, bil si zelo živahen, tako pogumen. Je bilo kaj vselih, kakšen trener, kako si znal? Pa neke treme ni bilo zdaj, normalno pa ni bila to neka vsakdanja tekma, ker pač še nikoli nisem igral za reprezentanco, ni posem čist nekaj drugega, kot klubska tekma. Glede ekipe sem res toplo sprejel, veliko igralcev si poznam že odprej, tako da se ni bilo tako težko vklopiti. In tudi na igrišču sem se počutil zelo dobro, predvsem pa normalno tudi potem, ko daš gol, postaneš veliko bolj samozavesten in vse skupaj veliko lažje. Koliko je mogoče pripomoglo k temu tudi igranje teh evropskih tekem v tej sezoni? Ja, veliko, sigurno. Te evropske tekme ti dajo neko konec koncev neko veliko samozavest, da pač si sposoben igrati na tem nivoju, ker vseeno so tam ekipe močnejše kot v naši ligi. In predvsem iz nekega vidika samozavesti to pomeni ogromno.
Sigurno pa tudi, kar se tiče nekih priprav na tekmo mentalnih, te da pač neke izkušnje, da si potem na takih tekmah bolj miren in mogoče imaš boljše odločitve pol na tekmi. So že indici, da boš igral tudi proti Bosni. Kaj pričakuješ od naslednje tekme? To pa ne vem, to bo pač selektor odločil, kdo bo igral. Jaz se s tem pač ne ukvarjam, pripravljam se na vsako tekmo, kakor da jo igram in potem pač je, kar je. Dal bom vse od sebe in probal ponoviti vajo oziroma še nadgraditi predstavo od danes. Se kaj pričakuješ od tega dogodka, pač Bosna pa v Celju? Ja, sigurno bo to zame pač neka posebna tekma, da igramo. Sicer ne v tem, kjer sem jaz doma, ampak bom rekel moj drugi dom, tako da me zelo veseli, da igramo v Celju in komaj čakam tekmo. Te pelj nas čez gol, koliko je bilo za nalašč od 1 do 10, nekaj tam si? Ne, ja mislim, da sem glih v uni situaciji, jaz dobil žogo, pa sem potegnil na noter, tako da sem nekako potem samo nadaljeval to gibanje v kazenski prostor. Te žoge nisem čisto pričakoval, ker se mi je zdelo, da je bil branilec dosti blizu Pekija in da bo težko spravil žogo do mene, ampak to mu je na koncu super uspelo in mislim, da mu je dal celo med noge, zato sem že prej rekel, da me je žoga nekoliko presenetila in sem mogel zelo hitro reagirati in ja, težko bi izpadel boljše.